folk je bil tako ogorčen, ko so ga napovedali, tako ogorčen. Če smo čakali 4, veš koliko časa? Prav, jaz sem čakal 3, še več ko vi. Mi kaj, mladiči? Jaz sem igral enko, sem igral enko, ko je prišla ven, sem igral 2, ko je prišla ven. In potem sem čakal, ne vem koliko, 10-15 let, da pride 2 ven, 3 ven. Ja, to se spomnim, ono je res trajalo več kot desetletje. Zakaj? A imaš ti 50-inčni telefon na avtobusu, ko se voziš v Rigo? Nimaš, ne? To se pomisla. Tako full cajta nisem vedel, kaj je fora, ampak je bila limitacija PlayStation 1, da ni imel decimalnih cifr. To pa vem, da so še vedno developerji zelo alergični na decimalne številke in da moram nujno vse na polne piksle pripraviti in če ni na polne piksle... Če boš pa na App Store kliknil download, pa ti je napisalo 2 hours to download, v lifeu stari scancelu boš, ne? Najlažje jim je pač pokazati, da to ne dela, tek da to naredim in sami vidijo, da ne dela. Pač bomo mogli iti nazaj v Maurice pa rožic. Mislim, če bi bila Excel tabela, koliko bi bilo to fucking amazing. Chill, Jarne, chill. In ko se kranča, se pač kranča in si tam in je treba narediti. A je bolj pomembno, da ti znaš dobro risati, ali da ti nisi debil za tehnologijo? Drage poslušalke, dobrodošle v 16. epizodi 3. sezone Kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Ta epizoda je za vse tiste, ki bi naj jo radi gledali, kako špilava prek Twitcha, pa se tega še nisva spravila. Danes se bomo pogovarjali o igričarski industriji, natančneje poglobili se bomo v game design. Ta termin se vključuje tako vizualna podoba igre, njena atmosfera in notranja pravila same igre, torej od podobe likov do samega delovanja igre, kaj in na kak način lahko počnemo stvari v igri. Na vročem stolu sedita Kaja Čevnik in Juš Lozej. Kaja je ilustratorka in product design oseba zaposlena pri Blub Inc. To je slovensko podjetje, ki svoj fokus usmerja v razvoj aplikacij namenjenih govorni terapiji za otroke in pa tudi ostalih cute mobile iger. Juš pa je full stack developer, razvijalec, programer, ki ga zanima tudi bolj kreativno oblikovno delo. Današnji pogovor se bo torej osredotočil na bolj gospodarske dejavnosti in kako se kreativni sektor pravzaprav vključuje v bolj ekonomsko usmerjenih panogah. Pogovarjali se bomo o krotenju kreativnega procesa in podrejanju le-tega korporativnemu ritmu. Skušali si bomo razčistiti, kako pravzaprav poteka kreativni cikel znotraj razvoja programske opreme in kako se sploh naredi neko aplikacijo, program od samega koncepta pa vse do prve javne različice. Z vami sva Jernej Čuča-Gerbec in Maša Žekš, poslušate kritiški posladek, paraumetniški projekt, ker klepetava o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture. Klepetu pa povabiva sogovornike, ki so na tak ali drugačen način vpleteni v sceno. Vse reference, ki jih omenimo tekom podcasta, jih polinkamo v opis. Če vam je všeč, kar delava z Jernejem, nama lahko na Buy Me Coffee donirate drobiž za kavo, link je nekje spodaj in kup konsenzualnih poljubčkov vsem tistim, ki ste naju že podprli. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed. Posladek. Jaz bi samo to povedala, preden folk znori, da ja, enkrat bi pa bilo čist carsko povabiti tudi ekipco iz Jazbine, predvsem mogoče Mirt Komelj in Sergej Sneti, hvala, da v bistvu copy-pastamo ta hudo predavanje iz letošnjega Na meji nevidnega, ampak danes imamo torej corpo industry vibe dveh mladih ustvarjalcev, Nahart ilustratorko in programerja. Posladek. Ok, še enkrat lepo pozdravljena oba skupaj. Zdaj, glede na to, da imamo oba vaju iz deloma iste branže, ampak v resnici še zmeraj iz dveh različnih polov in tudi iz dveh zelo različnih originov, bi mogoče na začetku bilo najlažje, Kaja, mogoče na začetku, da ti poveš, kaj ti delaš vse? Kaj je tvoj job? Kaj je ta tvoj job? Torej, delam za firmo Blub
delamo aplikacije in moj job tu je, mislim, moj naziv je product designer, kar pač vključuje torej od ilustracij do animacij, vse, kar se dejansko vizualno rabi za app, da pač zgleda tako, kako pač zgleda na koncu. Zraven pa to potegne še celo pripravo oziroma flow in celo pripravo projekta dejansko, da ga lahko predamo pol naprej developerjem, da oni točno vejo, kaj produktna ekipa pač zahteva od njih, kako naj bi game na koncu izgledal in deloval. Torej od tranzicij do kakih efektov posebnih, kak je, ne vem, gumb preden da ga klikneš, kak je gumb potem, ko ga klikneš, a ne, pač res se moraš v ful nekih detajlov upikniti in razmišljati o njih, ko se lotevaš vsega projekta, no, v glavnem. Tako da je kar širok spekter dela, bi lahko rekla, težko z enim stavkom opišeš. Ampak tvoj v bistvu nek izvor je bil v ilustraciji, torej ti si prišla sem kot nekdo, ki zna ilustrirati, Ja. ali tudi že nekdo, ki zna to delati na 100 različnih programih in pol to. Dejansko, jaz sem prej freelancala, torej sem bila striktno bolj v ilustraciji, nekaj sem se dotikala že animacije, ne? Tako da sem prišla kot ilustratorka z plus točkami, zato da pač znam animirati. Ne? Kar je pa dejansko produktnega dizajna, sem se pa vse naučila tu. In to, kar pol tudi delamo, ne vem, v Unityju, v Figmi, pač programi, ki jih uporabljamo, je mostly vse znanje dejansko iz prakse. Tako da začela sem z ilustracijami, pol so me pač počasi skozi projekte upeljevali dejansko tudi v ta del, pa oziroma veliko sem se mogla tudi sama naučiti in nagruntati spotoma. Tako da čas ni bilo najlažje, pa si mogel pač nekaj tudi sam raziskovati, pa odkriti. Pa dejansko vsak del projekta je tako drugačen, da se še zdaj sproti učim skozi nekaj. Nikoli ne veš vsega na nek način. Vedno nekaj spustiš, vedno vidiš, da je boljš nekaj še bolj v detajle razložiti, da še boljš predaš projekt naprej. Tako da ja, pot se je pa začela z ilustracijo kot tako. Koliko pa je recimo od tvojega dela procentov dejanskega ilustriranja, tudi če je to na tablici, in koliko je vsega tega ostalega, kar si se vse še mogla naučiti, kaj praviš. Ker zdaj si jaz ne predstavljam, koliko daleč seže tvoja lovka v delo ostalih departmentov in ostalih upletenih ljudi, da torej ti nisi nekdo, ki ti, ne vem, ti rečejo, ja, no zdaj boš pa hiške narisala in ti narišeš hiške in je to, ampak ti moraš pol tudi biti del nekega procesa, ki vključuje milijon stvari, ki jih jaz sploh si ne predstavljam. Ne. Rečemo tako, ko sem prišla je bilo 80% sam ilustracije, pol pač tisto, kar je bilo priprave. Torej, ne vem, začel si s projektom, si se zmenil z ekipo, torej, kar je treba pač zrisati, ne vem, če si se nekih puzlov lotil, pa si rekel, da je pač živalska sekcija, ok, ne vem, imamo 8 puzlov, ja, sekcija živali, in pač si rekel, ok, 8 živali, določimo 8 živali in sem pol mogla zrisati vse tiste živali, Zdaj pač mogoče eno žival, mogoče celo v različnih oblikah zrisati, odvisno kak je bil celoten flow tiste igre, kjer se je pač pojavljala. In ko si imel vse tisto zrisano, si to mogel pač enostavno povedano pač mogel popredalčkati, v neke okvirčke, v neke frame, zato da ko to developerji eksportajo, izvozijo ven, da pač vse štima, ko da je to v programu oziroma v game engine ali v tisto, ko pač ne smo imeli že vnaprej postavljene kakšne menije, in si mogel pač v iste frame pofrejmati ilustracije, zato da je vse štimalo, ko so to ustavili v projekt. Je pa celo to podjetje se v bistvu ukvarja z mobilnimi igrami, torej appi na telefonu. Ja, aplikacije za otroke, ki so na telefonih ali pa iPadih. Ok, če gremo pol mogoče juž k tebi, zdaj pa ti. Kje si ti zdaj kle vmes upleten, če si bil? V bistvu, jaz sem to formalno ozadje imam iz programiranja, nekako iz spletnih bolj smer oziroma nekih teh produktov digitalnih. In v bistvu vedno je bila pa neka strast tako do oblikovanja. V bistvu, kar sem res hotel štirati, je bila animacija in nekako pol, ne vem, se mi je zdel, da nekaj malo oprnem, da bi moče malo tako preč konzervativen za kakšne take digitalne zadeve v tem času. In sem rekel, nekako sem tudi prej z računalniki mi je šlo, res sem rekel, ok, bomo nekako. Jolo grem programirati.
Ja, rečemo tako, mislim, da je bilo vse nekar v redu šlo. Tako nekako se mi sploh spremenila perspektiva na to, da sem dosti 3D oblikovanja. Kot mali, ki smo delali makete, smo pa nekako to predstavili v 3D oblikovanje. In dokler nisem imel enega profesorja v gimnaziji, ki sem za njega nekaj narisal, kaj je rabo, in je rekel, ti veš, ti bi lahko zaslužil s tem, sam to moraš, meni je bil tako mind blown, tu se da služiti s tem. In tako da nekako, zdaj v bistvu tako, bil sem na različnih mestih, na raznih projektih, takih manjših zastonj s kolegi in tako od predprodukcije, produkcije. Kaj pomeni predprodukcija in produkcija? Torej, predprodukcija je, ko načrtuješ igro, vse vizualnosti, recimo kulture, ki bo jih imeli karakterji, liki, ki izhajajo, zakaj, kako igra funkcionira in zakaj tako funkcionira. Ampak je to nekaj, kar ena oseba naredi? Ne, ponavadi imaš ekipo, mislim odvisno od ekipe, ampak načeloma boš imel en game designer, torej mehanike od igre, kako si, ne vem, Minecraft, užgem les, dobim les, lahko ga kombiniramo to, ekonomijo, koliko lesa rabim za nekaj, da ni inflacije in tako, to bo nek game designer delo. Potem imaš concept artisti v bistvu vizualno načrtujejo vse kulise. Mislim, dosti je bolj tako slično kakšni filmski industriji, kjer v bistvu načrtuješ vse, izrišeš vse, kako se postavi, scenarij in tako. In to v bistvu gre vse v predprodukcijo, ko imaš v bistvu nekako ves plan za igro, tako do project management dela, vsaj tako v teoriji naj bi šlo. Potem greš pa v produkcijo, kjer upelješ programerje, 3D modelerje, rigging artiste, animatorje. Kaj so rigging artisti? Ti delajo v bistvu za 3D modele, delajo take notranje skelete, ki jih potem animatorji uporabljajo. Če si kdaj videla, kako se kakšne stop motion lutke dela, v bistvu zelo podobno temu, tako kot kovinsko okostje znotraj teh modelov. To si ti enkrat kaj tudi razlagala, da te kostke delaš, oziroma da jih imaš na razpolago, ali oboje. Isto se reče rigging, pač isto rabiš to za animacije. Torej, ta del, naprimer, jaz pri nam pripravljam, ampak v 2D obliki. Isto mu kosti postaviš, ampak niso v tistem modelu, ampak so pripečene na njega, ker je pač flat, ker je 2D. Ampak isti princip, isto se reče, ista uporaba, torej, da lahko ti pol tistega papeta, ki si ga narediš lutko, da jo lahko premikaš in animiraš. Tako čim več olajšaš delo animiranja, tako da recimo namesto rotacije roke, tako da ramo rotacijo, nastaviš na več rotacijo dlani, imaš samo eno ročko, ki se postavi tja. In to v bistvu nek rigging artist, pa recimo, ko se deformirajo z mišicami, da se to vse samodejno dogaja. To bo recimo nek rigging artist delo. Tudi če tega ne pripraviš dosti dobro v začetku, te to polsko stepe zadnja, pač ne vem. Mi, ko smo se lotili novega projekta, je bilo precej natemperano. In si pač sam postavil tisto osnovno, da si se lahko lotil dela. In se skozi vračam na tisti osnovni prvi rig, da ga malo popravljam sproti, ker pridem do kakšne bolj kompleksne animacije in ker naenkrat vidim na maku movc čist zlomljen ali pa nekaj. In moram iti nazaj na rig, pogledati, kaj je z rigom, popraviti unko movc. In zdaj, ko imamo že ne vem koliko 20 skinov noter v gameu, moram pač pol na vse tiste skine tudi prenesti tisti popravljen rig, zato da pač kakorkoli bo karakter oblečen, da se bo tisti komovc pravilno pač obnašal. Torej, boljša, ko je te predpriprava, pač manj imaš pol dela dejansko. In po moje, da tudi rigging artisti vidijo največ takih Eldritch horrors, ki se editaš ti rige in pol se tako neki deformira in moraš biti sam tako vse cool. Ne morete dobiti. Jaz se mislim, včasih moraš malo poškiliti, ker zdaj, če bi se vsak detajl upikval, pač enostavno nimaš časa. To je tudi kao zlato pravilo 80%, pač stvari boš ful hiter naredil, pa lahko pač na tistih 20% zapravljaš še magari 3 leta. Pač. In moraš vedeti, da dosežeš tistih 80%, ko je pač good enough, da lahko greš naprej s projektom. Pač nikoli ne boš ričal v popolnosti, oziroma težko jo je doseči. In tudi mislim, tako kot da bi bil nek stop motion, včasih rabiš, da karakter skoči in potem boš imel neko roko, ki se mu pritrdi na hrbet, in boš rabil sam za un shot. Tako da pač na podoben način bolj tudi te okostnjake pripravlja tak artist. Ampak tudi recimo, ne vem, zdaj si predstavljam neke, če smo že v tem igričarskem svetu, neke hardcore igre, multimilionarske podjetja in to, ko še zmer dajo ven že ne vem, kjero verzijo
igre, ko so jo kao že popravili, pa še zmer vidiš pol kompilacijo videov, kako je folk breaknul igro, pa kako greš, ne vem, goriš med tem, ko se sprehajaš, ali greš pa čez mizo, ali pa kar ven padeš pol iz stene, pa te fore, ko lahko speedrunaš Doom čez kar po zraku nekako, ker je pač nek bug vmes. To so fine bugi, vem, da en je bil ful dober v Skyrim engine, ker v bistvu so imeli kolizijo tako narejeno, da je oni vedno se vedel, kje so tla, tako da skozi njih ne pade, pa videl je najbližji objekt, ker pač najbližji objekt bo edin tist, ki se ga lahko dotikaš. Ampak je pol folk zgrunto, da če primeš zadevo pa flota pred tabo, pa ti stopaš skozi njo, pol on ne vem, si že na drugi strani, zato ker se una dva mešata, kaj je najbližji tebi. In pa lahko greš skozi stene, tako recimo v Skyrimu, to lahko mislim, da še vedno delaš. Ampak, no. Čak, in kaj je tvoj job bil? Moj job je bil, na enih projektih sem tako ilustracijo / mislim tako kot ta production artist, ker sem delal pač končne grafike za igre. Podobno kot Kaja? Ali? Podobno tako, kot Kaja. Drugih sem bil pa v predprodukciji bolj upleten na concept artist, art direction, recimo pri trenutnih projektih, pa pri game designu, nekako za igre. Kaj pa dela art direction? Art direction, torej njegova naloga je v bistvu, da... A je to kot umetniški vodja? Moje da zelo podobno. Mislim, določen, on bo nekako definiral, glede na to, kaj je igra, kako bojo vizuali to sporočali. To je, če hoče, recimo, vzame zgodbo neko, da ima nek scenarij in pol se odloči, ok, to jaz vidim kot temačno tako in pol v bistvu zelo on drži ta stil. General vibe produkta. General vibe, mislim, imaš različne pristope, tako kako to je pač zelo odvisno od art directorja, eni so zelo tako hands-on, tako da bojo dejansko izbirali, cherry pickali, kakšne artiste hoče imeti, ker pač neki stil že nekako imajo radi. Ampak oni v bistvu vzamejo, oni se odločijo, kakšen bo stil. In ponavad bo dober art direktor potem tudi upošteva, kakšna je publika za to, koliko kompleksno je to pol dejansko sproducirati. Tako da ne vem, naredi neko odločitev, da bo nek super hud gozd, pa to bo le laufati na telefonu, zato ker že toliko poligonov ne bo stvar mogla zalaufati. In v bistvu vse to vzame in pol tudi proba to čim bolj vizualno izraziti in tako da v bistvu ta nekak vizija konsistentno drži čez celotno igro. To mi nekako konsistenco stila pač drži v projektu. Mislim, tako kot režiser sem zelo specifično na art del, na vizualni del. Torej pol v bistvu art direktor ne vpliva toliko na samo zgodbo, pa recimo na tempo. Jaz bi rekel, da ne. Jaz bi rekel, da to bojo ponovadi kakšni pisci, ki bojo bolj. Zato, če je igra, ki je bolj osredotočena na zgodbo. Mislim, tako je, ne vem, tako kot bi recimo kakšne app dizajnu, ki je mobile first, desktop first, ki lahko rečeš, ok, glavni selling point od te igre je zgodba. To pomeni, da to mora imeti nekako, to je naš pač, iz kateri izgradimo vse ostale zadeve. To pomeni, da če zgodba potem bo verjetno imel zelo tudi na, recimo, kje se dogaja, v kakšnem okolju, lahko pa tudi pol doda, recimo, ena igra je bila Thomas is Alone, kjer si v bistvu sam take kockice pa grafični liki in vsi imajo svoj karakter, vsake drugačne barve, ampak je sam kocke, ampak zgodba je pa ful tako dodelana. In to je bil, mislim, da 1 ali 2 človeka, ki sta to delali in me to ful omogočilo. Ja, mislim, sej gejmi so tako široki, da imaš lahko res samo zgodbo, mislim, ne vem, če se kdo... Ja, in to je tudi bolj zanimivo, recimo pri kakšni ti indie sceni, ker je tudi zdaj tako zaradi čist, ker je vse digitalno, lahko vsak način ne vem, publisha. Če poznate video, ampak Douglas Adamsov Štoparski vodnik je bil v tekstovni verziji za igrati. Ja. To se spomnim, sem enkrat igral, nisem znal angleško, tako da nisem prišel nikamor. Se spomnim, ja, pa tudi mi je všeč pri teh vseh to bo zdaj full off topic, ampak ker so vsi in canon, ko vsakič uporabijo improbability machine, ker kao spremenil, kjer jim dratusi v realnosti, tako da vsi špili so canon zaradi tega, ker pa vsak ima drugo zgodbo. Tako da, ampak so kao vsi ta prava zgodba, tako da je
smešen kvark. Sem ti tudi programiraš, ne, drugače, oziroma si tudi bolj za tem drugim kosom od zadnjih. Tudi znotraj iger, ali to so drugi projekti? Pol je to, kaj je prej Kaj je rekla. In pol to mi vržemo developerjem, ti si ta oseba. Tukaj bo mogoče lahko tudi, ker tako mislim, ker mi je bil vedno tako, sem nekako prst v tem, ker je manjkal rok. Sem jaz nekako bil dekelca za vse. Ampak tudi na tem, tako da ne vem, tako recimo, kaj bi nam, pa mislim, ziher bo lahko veliko povedala o formatih in kako se ti dejanski engine, to so ti pogoni, ki ima neko osnovo za izdelavo iger, narejen in recimo, ne vem, za 3D zadeve vzameš iz Maje in vzameš iz Blenderja, kar je gor fizično, ni ista os, kakšna je velikost ene enote, ni 1 meter vsakmo, ne, ampak ima vsak malo po svoje. To zdaj razlagaš, da znotraj game engineov moraš vsakega na novo spoznati, da ga štekaš, kako deluje, ker ni logike. Ni nobenega standarda za to, tako pomeni, da po moje, da ti pol dost tudi, da to oni sam tako lahko importajo dejansko not. Pa kako je, mislim, pa so pač iz specifike, kako delaš, ker recimo verjetno imate vi tako razrezane modele, to meni, da imaš sam glavo, pa sam telo, pa trup. Ja, kar je glede karakterjev, so pač točno to kot neke lutke, torej glavo imaš pripeto na trup so pripete roke posebej, na roke so dlani pripete itd. Tako vsak člen bo svoj PNG, recimo glava bo svoj PNG, recimo če se mu lasi spreminjajo, bo vsak, tako da jih lahko nadomestiš. In to je pač kaj dosti to pripravo, da pol lahko to programiramo in spreminjamo. Kaj to pomeni? In pol mi to lahko programiramo, ker zdaj zveni tako, da Kaja vse prav, vam da in pol vi sam date merge in pol dela. In pol dela. Torej kot programer, naprimer, dobimo nek efekt, to se lahko nam predstavi kot nek video ali karkoli in zdaj rab se to dinamično v igri izvajati. Torej nek programer When press space bo ta stvar jumpala na podlagi videa, ki ga je Kaja pripravila. Ja, in recimo, ampak vse ne more pač video je statično, zdaj vedno bo isto. To pomeni, da mi moramo vedeti, ta nek tak lok ima, to pomeni, da bo nek tak pospešek oziroma taka fizika bo delovala na to. Recimo gravitacija bo tako, ko skoč se tu hit začne pospeševati, če držim space malo dalj cajta v luftu ostane. In vse te akcije, da se to zgodi, pa da se to dinamično izvaja med tem, ko se program, pač programer dejansko reče zadevi, naj to tako ne dogaja. Se mogoče gremo lahko, ne vem, čez kakšno zadevo ala Super Mario, recimo, če bi hotel narediti Super Mario Bros. Zdaj od začetka, kaj bi to vse vzelo oziroma kakšni jobi so od zadaj. Zdaj, vemo, kaj hočemo narediti, to je zdaj zgodbo nam je napisal, ko smo prej ugotovili pač nek storyteller, to imamo, ampak zdaj pa zato, da ti to dejansko narediš, rabimo Kajo, da nam zariše vse sprite, sklepam. Daj se gleda sprite. Kaj so sprite? Ja, sej. Sprite so vsi elementi, A to so zdaj te glave pa roke pa to? Glave, roke, ozadje. Ampak hkrati si lahko predstavljaš en gif, tako da se lahko tudi animira znotraj enega naprimer, slikice. Jaz pripravim, ne vem, sprite, ko boš neki kliknil, neki udaru, in boš prav tisto udaril v gameu, pač boš šle ven zvezdice. In jaz sem zdaj to pripravila frame by frame animacijo in to je pač, ne vem, 12 sličic, kak te zvezdice grejo iz ene pikice v malo večje zvezdice, v večje zvezdice, v večje in pač grejo malo narazen, da pač pride efekt, ko ne vem, ognjemet, na primer, varianta, pač da gre ven. Je to nekih 12 sličic in jaz tih 12 sličic se jim reče sprite, star animation, na primer. In ti sprite star animationa, ko dam jaz to developerjem, oni pol to pač v tistem game engineu pripravijo, da pač bo tisto dejansko se animiralo takrat, ko se pač bo moglo. In da se bo pravilno in na pravilen frame rate animiralo. Torej sprite je lahko... Sprite je skupek sličic. Je lahko in te zvezdice in ozadje palem. A je tisto tudi sprite? To bi rekla pa bolj game asset. Včasih so bili sprite, mislim. Včasih so bili sprite, tudi so sprite, ja. Samo to prihaja še dejansko iz konzol in tega, ker si imel omejeno količino prostora, ker si imel notri in si lahko imel, ne vem, toliko in toliko spriteov in si ti narisal toliko in toliko slikic in pol si v bistvu iz teh kosov slikov sestavljal stvari, tako da so se sprite lahko ponavljali, enkrat si ga uporabil v ozadju, enkrat si ga uporabil, ne vem, za neko zvezdico in ti lahko isti košček, ki pač
Ja. Včasih je bilo malo teže, ker sem imel omejitve, zdaj teh omejitev malo manj. Mislim, da je to bolj tak izraz. Zdaj ne bi bil ekonomičen več s tem, da bi recikliral neke sprite za ozadje, ampak bi si kar naredil, ne ozadje, mislim pač environment oziroma okolje, v katerem se znajde. Mislim, da zdaj, neka zadeva, ker se sploh v 3D uporablja, je instantiating. V osnovi pomeni, da ti pač rečeš, ok, tukaj bo ta kamen, ampak ne zapečeš 3D modela od tega kamna, ampak v ramo imaš ti sam enkrat ta model, pa ti ga v bistvu sam bereš iz iste lokacije v ramo vedno. Tako pomeni, da v bistvu ful je fajn v igrah, če uporabljaš iste zadeve večkrat, zato ker ti samo enkrat rabaš vsak ločen model zapisati v spomin od računalnika. Torej, v bistvu ta ekonomična sploh še ostaja nekako. Še ostaja. Mislim, tako pač še vedno je, vsakič je fajn imeti, čeprav zdaj dost, ima bistveno manjši pomen. Dobro, mislim, ne vem, koliko na Famicom oziroma NES-u ali pa Super Nintendo se govorimo o kilobajtih, ne o megabajtih, niti kaj pa še gigabajtih. Zdaj je tudi nekaj, kaj je tako glih na to temo, je ful popularno spet ratavna estetika PS1 iger, ker so v bistvu tako čudno so se wobbljale. Tako ful cajta nisem vedel, kaj je fora, ampak je bila limitacija PlayStation 1, da ni imel decimalnih cifr. To pomeni, da vsakič, ko se je neka točka premaknila, se je mogla za polno število premakniti. Tako da so tako preklapljali med sabo. Ampak to pa vem, da so še vedno developerji zelo alergični na decimalne številke in da moram nujno vse na polne piksle pripraviti in če ni na polne piksle, me že malo grdo gledajo. Teda, decimalke so big no-no in the digital world, ker jih vsaka naprava lahko malo drugače bere in pol pride do bugov. Sploh ne vem, pri kakih iOS napravah imaš malo bolj pač to konsistentno glede deviceov in velikosti deviceov, ko pride do Androida, se pač lahko hitro zakoleš, ker je ful veliko pač različnih naprav, različnih dimenzij, sizov, pač formatov, sizov. Formatov bo po mojem, vse so razmerja, ne? Ja, no, to. Polni piksli, it is. Ok, torej zdaj smo porabili Kajo, da naredi sprite in vse to. Zdaj... Veš kaj, ta sprite nam mora zdaj dati malo keša, to bo ta AI ponucal, kada delamo reklamo za sprite. Ok, dobro, imamo zdaj zrisane stvari, zdaj jih je treba ne samo animirati, ampak je treba narediti celo logiko s tem. Torej, jaz zdaj dobim neke PNG-je, nekih zidov, nekih cevi oziroma segmentov cevi, ozadje, oblakce, svašta, recimo neke želvice in Super Mario, in naredim tako, ok, ta teče, ima še en ekstra gum, da lahko šprinta, pa skače. Ok, pol jaz vzam tega karakterja, vem, da bom imel neke 3 nabore stanja animacij, torej stoji na mer, teče in skače. Ko gre gor, gre una animacija, ki dviguje, ko pada, mislim, da Super Mario dejansko nima to ločeno, ampak... Pada, kot da stoji. Ja, in pol moram jaz zdaj povedati, ok, zdaj rabim imeti neka tla, to premeno vzamem en PNG, ki ima tla in mu rečem, če naredim eno tako škatlico okoli tega, navidezno, in okoli Super Mario, in če se te dve škatlici presekata, postavi Super Mario na vrh te škatlice. To meni, da on ne pada skozi tla. To meni, da vse to, če se to zgodi, naredi to, moram jaz zdaj povedati tem grafikam, da se to interagira in se dogaja. Torej, ker pritisnem A gumb, ti dodaj nek pospešek Super Mario gor in z vsakim frameom mu dodaj nek pospešek dol, to pomeni, da začne padati, kot da bi simuliral gravitacijo. Pa to sploh ni enostavna zadeva za fine-tune, da stvari izgledajo prav in da je feeling ta pravi. To je v bistvu ena ključna zadeva, se mi zdi glihta, je tudi full researcha v game designu s tem, ker se pač koncept se reče game feel in je, ne vem, vsak je kdaj igral igro, pa je vozil avto in je kontroler in ga je tako maju levo, tako je hotel levo zaviti, tako fizično ga je hotel premakniti s kontrolerjem. In dobre igre imajo ful taktilen čist s tem, kako tistim osnovnim. Dansko hočeš čim bolj realen feeling pač dati userju, da pač čim bolj se lahko živi v game, zato ker je tak realno, kot da si pač tam. Že recimo, če nastaviš, da začne teči in če bi ti dal tipko desno in bi se kar konstantno premikal, bi bilo ful čudno. Rabiš tisti mali
Ne, da pride do pospešek, hitrosti. pa, Ne? In ampak vse to je treba ful natančno. Ja, in na Ne? isti način mu ti reče, da pospešek je počasnejši, ker pomeni, da je težji. In pol se čuti, da rab več cajta, da spremeni smer in da občutek, kot da je težji. In boš pritisku bom tok trše, takrat, ko je težji. In to je nekak tak način, kako pol. Tukaj je zdaj tudi nek tak, to včasih game designeri dela, se me tudi kot UX, nek Dejansko tak to je pride tak- zraven. Kombinacija je dejansko sodelovanja developerjev in produkta, ne pač to imamo mi pogosto pol tak back and forth. Torej ti predaš to developerjem, oni se to lotijo, postavijo une osnovne scene in pač da game pač deluje in zgleda tako pač mi hočemo, ne po naših navodilih. In pol pač proti koncu projekta se pa vedno začnejo haklati kakšne zadeve, ne vem. A smo to, a je doist dober občutek, a smo to trofli, a ste hoteli, da je to teka, ne pač, ker vsega tudi ne moreš spisati in sprototipirati mogoče do potankosti, ne. In bolj pač hodijo z devajsi do nas, oziroma dajo nam pač nek build na telefon, da lahko sami to sprobamo, zigramo. Pa rečem, ne vem, tukaj pa sem tudi avto pelala, pač mi ni doist pospeška, ful prepočasi se začne in se mi zdi, da bo pač otrok postal frustrated, če bo mogel toliko časa pač čakati, da bo avto pospešek dobil, a ne, da je malo bolj hitro, da pač se zažene, a ne, naj ima večji pogon, naj ima bolj realen feeling, ali pa tu mi ni čist realen feeling gravitacije, zakaj to tako čudno pade, a ne, dajte to malo pofine-tunat, mi rečemo, ne, in pač glih to, Zdaj back sem and se forth, a ne. spomnila na te igre, veš, ko so tudi bile, ali pa mislim, so še zmer popularne. Ne vem, ti Happy Wheels pa to, kaj je pa fizika v kurcu. Kaj veš, Happy Wheels. Happy Wheels. To Ne se mi poznam. ful znano čuje, sem Happy prav. Wheels. Pač to, no, ko si bil na Samo kolesu. Happy Tree Fans mi pade bil na si- pamet, ko to rečeš. Ne, ko si bil na kolesu in pol pač nič ni bilo v redu, pač kar padel si A, takoj. tako kot Coop. Zdaj pa je pač odvisno, ali ti hočeš Ki- otežiti to userju. a Ne, pa pač za nalašč ne narediš čisto popolne Ja. gravitacije, ker hočeš, da je človek živčen zraven, a ne. Ja, to se mi zdi, da je to Coop. tako. Ne vem, kaj je Coop. Ja, to je tisti, ki si imel nekega modela in za vsak njegov ud si imel eno črko, torej Q, dvojni V, O in P in si skušal hoditi in pač nisi mogel hoditi. Ja, To je pač- podobno tako kot ta novejši, ki je ta model, no kaj že, ta model, ki je v temu Cauldronu, ki ima tisto macolo. Ja, to je Kaj že? getting over it. Ja, to je podobna isti logika. človek. Ne, ampak to je prav isti človek. A isti človek Ja, celo prav naredil. isti človek je to naredil. Mene čudi. Prav isti človek, to je ta Bennett Foddy, ker je tako, fule, to je v bistvu pač igra je čisto simpel, ti si en model v Cauldronu in imaš klado in ti lahko v kladu premikaš in moraš plezati z njim. In tam, kad daš miško, ti gre v kladu in ni save gumbov in se vržeš dol in dobiš motivational quote in pol je kukar si, tako v bistvu je tak realni človek, ne jezi se, ker je full fine, ker si tako zgubil cel progres, pa pol ti pa reče, ja, vse ni tako bad. In pol ti pač, bilo je zelo, to streamerji so imeli radi, zelo. In pol ima še take jump scare not in eno kačo, ki te iz tako 80% igre nazaj na štart, da če je primaš. To je bil tak mini spoiler, ne? Mini spoiler. No, samo veš tudi ta, ko so Animal Party, ki je recimo to na Xboxu, ne? Ja, Ko se isto, ko so ti cutesy mali karakterji in so pač mucki in kuški in to, in pol je point, da se kao stovčajo, ampak so tako, vsi so tako mal slow-mo, pa vse jih tako mal zanaša, pa preden se obrnejo, ne ti kao, da se bo obrnil in on se toliko z zamikom obrne, da pol se ne obrne več tja, ko si ga ti hotel, ampak se obrne preveč in pol v glavnem Ja. čisti fucked up je, ne? To se mi zdi tudi, da je dostkrat imaš pač čistko. Tako to jaz vidim, da so oni hoteli narediti en res tak cool animacijski sistem, da se tako prav fizika vpliva na zadeve. Pa si naredil, da nekaj zgleda, kot da so nažgani skozi. Ja. In pa bi rekel, ja, pis, da ni nam ratala, ne. Pa se bi rekel, jo, pa ne se čist zabava. Tako da meni se zdi, da je bilo malo tega zraven pri temu. Tako da pol v bistvu na nekem tem sestanku, na začetku developerja, so se mogli to zmeniti. Pač, ok, mi fizike ne bomo imeli na tak realističen način, bomo pač to medtem, ko pol drug spektr, delali bomo un flight simulator in bomo basically naučili ljudi, kako flyat Boeing. Ampak Ja. vse to je tak žanr mal, ne? Vse je ta Moving Out, Overcooked, pa recimo Falling Flat, to so vsi tako mal Ja, sem naštimani Falling na to, Flat- da ti ne gre dobro. Ne, sem Falling Flat je full
ti ful bolj ne gre dobro, kot pri Overcooked. Tam so že malo bolj skoordinirani. Overcooked so vseeno malo zrihtali, ampak vseeno pa logika je, da bi ti mogli iti malo slabo. Ne? Ja. Če ne drugega zaradi tebe, zaradi drugih. Ki je predosti, mislim, sploh Overcooked je fenomenalno zbalansiran, tako da si skozi živčen. Tako moče na začetku malo, ker se naučiš, ampak je tako, da ti še ratuje, ampak glih komi. To pomeni, da je tako zgruntal, fajn. Pač ko kuhaš v restauraciji. Kuhati v restauraciji. Nimaš časa in naročila skozi prehajajo in moraš sodelovati z drugimi. Point game, da si pa živčen skozi. Ja, mislim, tvoj real life restaurant. Kolega, ki ni narezal čebule. Nimamo čebule, jaz rabim pa French onion soup narediti. Ker jaz sem pa na tem štacionu, ki dela to. Pa vmes lava teče. Overcooked ima en problem, ne? Da če jih je manj ljudi, je lažje. Da res rabiš full deck, ne? Zato, da rabiš sam igrati. Ja, če igraš sam, ni panike. To je, ja, mislim, no, tako, ne vem, če bi glih respekt, jaz pa sem ne vem, ki sam prišel. Ampak en je tudi cool, bil špilke za telefone, mislim, da se Space Team imenuje. In basically, kar je, jaz sem tako, vsi se konektajo na isto zadevo in si tak Star Trek ekipica in vsak ima svoj uporabniški umestnik, tako gumbke, pa nekaj, kar rabiš povleči, pa razne take zadeve in pol vsak dobiva navodila nazaj. Ampak navodila ni nujno, da bojo zate. To meni, da jih moraš izgovoriti, pa mora un tip dejansko, ne vem, unplug the space flanger in take zadeve dobivaš in pol moraš eni na drugega dreti te zadeve in pol morajo najti svoj gumb, da unpluga random techno babble zadevo in je full dobro. To, če ima kdo, zelo priporočam za partije. Okay. To bomo zdaj tako vse polinkali. Drugač, zdaj, ko tudi tako dosti druge igre omenjamo, ne? Zdaj, če ti hočeš dobro igro narediti, moraš verjetno poznati ali pa vsaj stestirati igre, ki so sorodne tvoji igri, da boš ne ponavljal mogoče nekih njihovih napak starih ali pa tudi, da boš bil boljši od njih. Ne? Tako da zdaj mi dve, kaj sva se glih prejšnjič pogovarjali, kako do vsega časa porabite za to, da pač stestirate podobne igre ali pa podobne igre, katerih delčke želite vkomponirati v vašo igro in da v bistvu je to tako, če nek tak research job zraven. Ja, pač mislim, research je velik del tega pač poklica oziroma dela. Vedno gledaš, kaj dela konkurenca, vedno hočeš biti boljši od konkurence, pa ja, itak pač napake ven loviš. Teda eno je to, drugo je pa pač, koliko testiraš z svojimi potencialnimi uporabniki te pač aplikacije, tudi da vidiš, kje so mogoče oni že iz prve kiksnali, pa se ti mogoče neki zdi full cool pa uporabna funkcija v appu, pol pa daš to stestirati, sploh mi, ko za otroke delamo, se to velike pač pokaže, in daš nekemu otroku to zaigrati in pač ne zna, ne vidi unga gumba, ne klikne unga gumba, ker ga ne opazi, ker so dali nam neko bedno barvo, ki je doben mali ne bo opazil, ali pa naredijo tek, da pač ful slabo zazna tvoj klik in ker pač to mali štorasto klikne, pač mu ne uspe narediti unga levela in postane živčen in bo odložil telefon, torej to je en user mine, samo zato, ker si neko butasto malo napako naredil, ker nisi stestiral, a to sploh deluje s tvojo age grupo, s tvojimi userji, koliko so zmožni. Pa pač ja, od konkurence pa ja, pač eno so napake, drugo ideje dobivaš, prišparaš si svoj možgan, da pač vidiš, kakve so opcije, koliko širokola greš, že mogoče logiko za igro nagruntaš, kako so oni to naredili, tudi že iz developerskega vidika mogoče malo lahko razbereš, kaj deluje, pa pač sprobaš. A je pa recimo odločanje o tem, kakšne barve bo glub gumb, recimo? Čigava je to odločitev? A je to neka ideja in odločitev, ki se jo prenese na tebe, pa pol ti lahko, ne vem, ji kontriraš ali pa podaš boljše ideje ali pa narediš tako, kot ti rečejo, ali je to že del tvoje odločitve v resnici? To je dejansko pač cela produkt ekipa, pač skozi sodelujemo drug z drugim. Torej ne vem, če se jaz lotim nekega skrina, pa pač si izberem neke določene barve iz znanja, ki sem ga do zdaj pač že dobila, pa se mi mogoče zdi, da je pač uporaben za un primer, pol pa to pokažem pač moji ekipi in vidijo, ne vem, mogoče se pa ta barva malo preveč zblenda zdaj glih v to temo, ki smo si jo tule zbrali, bi mogoče reči šli v kako drugo smer. In nekdo nekaj druga predlaga, ne vem, kaj pa če bi tu dali rdečo, pa pol en drug spet reče, ena rdeča, pa se mi zdi, da se preveč z nevarnostjo povezuje, mogoče ni smart, da daš feeling nevarnosti, ok, te gremo pa z neko neutralno, ne vem, vijolično, modro. Teda vedno gledaš,
celotno estetiko skrina, kako hočeš, da pač zgleda scena v tistem trenutku, in uporabnost. Torej, ni samo moja odločitev, lahko tudi je, če pač trofim iz prve, pa je vsem všeč in se strinjajo. Eno je osebna preferenca, drugo je pa znanje in vse pač, kar zraven upoštevaš. Tle se malo sprašujem, ne, zdaj, okay, nekaj odvisno od tipa igre oziroma tipa epa, tipa stvari, ki jo delaš, ampak sklepam, da nekje za nek žanr oziroma vsaj nek tip iger boš imel art direktorja, ki bo bil pač jaz hočem stvari tako. Ja. Zdaj pa tle sprašujem, koliko so te art direktorji pripravljeni kdaj požreti svojo vizijo, če pač ne vem, zaradi testiranja ali zaradi čist neberljivosti, pa ni nujno, da je to prav tekst, ampak je lahko tudi vizualna berljivost. Koliko so tle pol dejansko pripravljeni se odzvati vsem zadevam, ki si jih ti naštela? Torej, grupi, vidljivosti, razumljivosti, berljivosti, vsem temu. Ne? Ja, to se nam je že velikokrat zgodilo, da so ali oni hoteli kaj od nas dizajnerjev in obratno, da smo mi kaj hoteli, a ne, pa pač so oni hoteli drugo smer in se skozi popravljaš. Mislim, če oni nekaj zahtevajo od mene, pa se mi ne zdi najboljša ideja, pač lahko rečem, pač probam zargumentirati, zakaj se mi to ne zdi pametno, a ne? Ampak če oni nekaj vidijo o tem, zaradi pač takih idej, ki jih imajo, ali pa takega znanja, ki ga imajo zadaj, ko ga še mogoče nimamo, ne? Pač moramo to probati. In najlažje jim je pač pokazati, da to ne dela, tako da to naredim in sami vidijo, da ne dela. Ali pač probuješ, pa pač čez en mesec vidiš, da si šel na robe smer, pa pač moraš iti na novo. Žal. Torej, iz napak se vedno učiš, nekaj probaš, vidiš, da ne gre, pač greš na drug stil, drug način iskati rešitve. Se sklepam, da tega fejlanja je kar veliko, kar pač drugače ne gre. Ne? Ja, dejansko. Pač dlje, ko delaš neko dokaj isto stvar, manj je teh fejlov, pol se pa lotiš spet nekega novega projekta, pa ne veš, kaj pričakovati. In misliš, svetovna ideja, da jim to narediti, to bo full pokalo, pač amazing, vsem bo to primlo, to se je prodajalo, ne vem kaj. Boma vidiš čez cajt, ne vem, da niti malo otrokom to ni, ne vem, zanimivo, a ne, kar si ti predstavljalo, a ne, in pol si tak, ja, zdaj pač ne bomo imeli tega, ker doben mu ne potegne, pač bomo mogli iti nazaj v Mavrice pa Rožice, a ne, ker je pač to malim bolj zanimivo, pač všeč, a ne. Da, ta biznis del, igr stop not, ne, pa malo te odločitve naredi za nas. Velik je od art direktorjev, od product managerjev pač odločitev in tako ima neko vizijo, kako hoče doseči, kako hoče, da nekaj pač kako hoče, da nekaj pač zgleda, a ne? Ja, konc koncev pač uporabiš tisto, kar vidiš, da dejansko deluje. Pol nimaš izkušnja z nekimi art direktorji ali pa project managerji, ki bi pač slepo hoteli to ne glede. Se to dobro sliša, da... Do neke mere, ja, ampak mislim, ne moraš pa slepo riniti v svojo idejo, če vidiš, da ne dela. Ja, sej. Pač... Mislim, ne fair, meni se zdi fair, da imaš vizijo, pa da jo probaš, pa da pol fejlaš, pa okej. Sem že čula zgodbe, ko pač dobijo kakega product managerja, ko pač striktno on ve, kaj hoče in točno hoče, da to tako zgleda, a ne, tega pač na srečo pri nam ni oziroma sama nisem izkusila, a ne. Ampak eni pa to delajo, ampak se glih to pol pač pogledaš konkurenco in nekaj testiraš in vidiš, da ne dela in si ono, kaj ste razmišljali tule, a ne, in pač tam imaš pol nekega product managerja zad, ko pač je tak prepričan v to, da bo delovala njegova ideja, da je sploh noče testirati, noče poslušati argumentov in striktno pač sledi samo ni svoji pač. Mislim, ja, če bi vsi project manageri in vsi art direktori delali absolutno perfektne stvari, pol ne bi bilo niti ene slabe igre zunaj. Itak. Zdaj pri tej igri, ki jo vi trenutno delate, pa tudi pri prejšnji že v resnici, zdaj ko si ti prišla sem, si unesla v to vizualno podobo v resnici nek ta svoj stil ilustracije, ne? Do neke mere si je podoben. A se je to tako dost organsko zgodilo, da je v bistvu se je poslušal ta tvoj vibe, ta tvoj način risanja, no, kaj je bil tak cutesy, pa tako, ne? Ali je to nekaj, kar ni bilo rečeno na začetku, pa se je pol spontano v to razvil, ali na kakšen način? Že tak, da sem sploh prišla sem, je bilo, ker so
sem imela že štarta dosti podoben stil, ko pa so ga imeli že pri prvem appu, ko smo ga delali, ko sem prišla sem. Teda smo se dokaj hitro ujeli glede tega. Zdaj pri tem novem appu pa, ko smo dejansko skupaj začeli sploh graditi stil, pa ja, itak sem upeljala ful sebe not, ampak agent so je project pač manager in moji šefi so pač tudi svoje želje izrazili in smo pač mogli skupaj priti do nekega stila, ki je pač vsem pol pač sedel, ne. Tako da je velik mene not, sam je tudi velik njihovih žel not, tak miks nas vseh, ne, pač. Sem pa jaz zbrala, ne vem, kjer brush bom uporabljala, ker mi je najbolj sedel takrat pač, da sem z njim risala, ne. Medtem, ko ne vem, barvno paleto, bi pa rekla, da v lifeu ne bi jaz take barvne palete zbrala, ker mi je, ne vem, preveč žareča, ker mi vna rdeča odtenek ni všeč, ne. Tako da moje osebne preference so drugo, kar pač oni hočejo, zato da pač je našim userjem pač vizualno všeč in nekaj, da se bo pač primlo oziroma da bo izstopalo. Ne, da. Kaj pa to, da je Mimi Chipmunk? To, da je Mimi Chipmunk. To se je pa dokaj spontano zgodilo, moram reči. Ful časa nismo vedeli, s katero živalco bi šli, a bi imeli več različnih živalc ali kaj pač bi bila torej Mimi je osrednji karakter igre, ki je Chipmunk. Ja. Kaj je Chipmunk po naše? Sorta veverice, vrsta veverice. Ne vem, če mi nimamo teh veverc. Tukaj mogoče se pozna, da imate vi ameriški trg, ker te veverce bivajo na ameriškem kontinentu. Tudi v Ameriki so ful bolj znane, tudi imaš Alvin and the Chipmunks, ne? Ja, so že bolj popularni pa tako. Medtem, ko tu sploh besede ne najdemo za to, ne? Ampak ja, mislim, šli smo kar par živalc čez, preden da smo se pol nekod pač pri Chipmunku ustavili. Iskreno, zdaj sprve iz glave sploh ne vem, kaj se je že pol zgodila. Sem nekega medvedka narisala, da je izgledal malo bolj kot veverička in pol sem bil takaj tudi pa cute in pol smo iz unga naprej izhajali in pol, se pravim, spontano se je zgodilo. Pol si pač enkrat prišel moment, ko smo govorili, zdaj moramo pač doreči, kaj so naši karakterčki in smo bili tako v redu, da imamo pač Chipmunke, ne. In nam je pač bilo všeč in smo se strinjali in smo šli naprej s tem. Je pa i tak prispevali, da so pač cute in puffy in vse skupaj pač. Imela je vse karakteristike, ki smo jih iskali za našega main karakterja, da smo jo pol obdržali. Ciljate na mlajšo populacijo oziroma na otroke in to estetiko, ki jo furate, da je ful mogoče preveč barvita in to, bi malo razširil to ven na splošno ilustracijo za otroke, na splošno material, ki se proizvaja za otroke in takrat, ko si ti kurirali tisto razstavo v centru ilustracije, ne? Ja, tisto ni bilo za otroke, je bilo bolj o otrocih. Ja, ampak stvari, ki so bile tem razstavljene, so bile pa targetirane na otroke, je bilo čisto drug tip ilustracije, ne? No, odvisno koga, ne. Zdaj, Jelka Reichman je isto cutesy pa to, zraven pa Ive Šubic, mrtev vojak, malo manj cutesy. No, ampak vseeno je bil ta stil, je bil vseeno, tudi barve so bile malo bolj ubite, pa način risanja je bil malo drugačen. Mi je zanimivo zdaj, to se mislim, da se pač dosti pozna zaradi industrije in vsega, da zdaj je ogromno te cutesy, full barva z tega in tako, tudi risanke so se spremenile na tem nivoju. Ne vem, kako ti gledaš na to, glede na to, da ilustriraš za to silno publiko in se ti zdi, da je to zdaj samo odgovor na trg in je to nek tak feedback loop, ali je to zdaj mogoče bolj stvar tega, da smo otroke malo infantilizirali bolj, kot so? Mislim, definitivno pač, če pogledaš vse svojo konkurenco in vidiš, da imajo vsi ful barvite game, ne boš šel ti nekega črno-belega gama za otroke delati, ne, ali pa upranih barv, ker pač ne boš izstopal, pa tudi ne bo privlačno tam malima, ne. Teda itak trg ful vpliva na to, kar delaš, ne. Tudi zdaj so že tako obdani z telefoni, z televizije, pač risanke, vsega, pač Boga včasih imel une slikanice, pa je bilo to, ne. Tak Times Square efekt, torej čim bolj se svet, čim bolj je opazno, čim boljši je. Ja, izstopati hočeš, ne. Otrokom še ni dosadno to, a veš, ko so še bebes. Ne, sej ne rečem. Sej pa bodo pa darkarji, ko bodo najstniki tako celi. Očitno deluje, ne. Samo mi je zanimivo. Meni je zanimivo, ker pač tega ni bilo, ne vem, 20-30 let nazaj. Je bilo dosti manj. Tudi v risankah. Zdaj, vse risanke so zdaj zelo... Zdaj, če pogledaš, ne vem, kak Cartoon Network, pa to, kaj je bil včasih, koliko so si bile risanke različne, koliko so si bili karakteri različni, koliko stilov nekih različnih si imel, ne. Kakve so pa danes risanke, pač je vse pretty much podobno, skoraj isto, a ne, pač vsi so opazili oziroma marketinške fore, pač malo pogledaš, kaj pali, kaj tam mali najbolj zagrabijo in pa pač so vsi začeli isto delati, a ne, kar je zdaj in
tudi pogledam, ne vem, social media, vedno več dostopa do informacij imamo, a ne, vedno več folka vidi več stvari. Mislim, da je velik tudi vpliv, je pač čisto za investicije dobiti, je pač, če neka preverjena zadeva ali pa rečeš, je to, dostkrat kakšni game pitchi bojo, je to, ampak s tem pa tem, ali pa mešanica tega pa tega s tem. Tako da pač tak one-liner ima zelo radi kakšni publisherji in pa investitorji, da jim narediš, da oni potem lahko ocenijo velikost trga, koliko je nekak unit otabral, kakšen je segment, tako da pol vidijo, koliko dejansko se jim splača investirati v neki. No, ampak lih to je zanimivo, ne? Ta logika te investicije in tega načina dela. Na koncu pa je ena od najbolj uspešnih iger zdaj je bil pač čist navaden indie open world, ne? Ker Minecraft se je začel kot... Bolj, ko greš v neki ekstra, bolj riskiraš, ne? Tako da zdaj pač, koliko je uni riziko, koliko je lahko profit, ne? Če pogledaš. Zdaj, če bi se sama nekega projekta lotila, bi šla v nek weird, groteskni stil, ki je pač meni všeč, ampak ne vem, če se bo to primlo, koliko je folka, ki jim je tudi všeč to, kar je pač meni všeč, ne? No, ampak lih to pravim, ne, da... investitorjev pa to je še bolj logično, da pač se primeš tistega, kar je zdaj najbolj in. Ker je prišel Minecraft ven, noben ni pričakoval, da se bo sploh primo. Valjda, ne. Je bil čisto neki, dajmo neki probati, malo bo tako open-ended, pa mogoče bo komu zanimivo. Posebej pa, zdaj pa taka multimilijonska zadeva. A pa se je takoj prijel Minecraft? Ali je trajal, da ga je en YouTuber potegnil iz nekje? Jaz se prav spomnim še, ko je kolega že takrat padel notri, ki je prišel ven in sem bil tako, da fakt je to, zakaj bi to človek izgubljal toliko ur v temu in takrat še niso otroci tega igrali in sem bil tako, okej. Ampak v bistvu dejansko že na začetku, ko so ljudje probavali, so izgubljali noter ure in ure. Pač tako, kako? Se spomnim, kolega je tudi začinil bil alfa neki verzija, torej prej je sploh bilo resnic skrb zadeva in jaz vem, da smo ga toliko zajebali, da je tako nek poor man's Lego kocke, da igra s tem Minecraftom. Ampak ja, je bila, ne. Mislim, sej tako kreativnosti v tih indih je še vedno full. Tako da ne vem, pred kratkim, kakšen je take izstop odkopo. Recimo zdaj sem igra nek se imenuje Chance of Senar, je igra, ki se moraš naučiti jezike. V bistvu je kao babilonski stolp in na vsakem nivoju babilonske stolpa razvije neko ljudstvo in imajo vsi svoj jezik, ki se pa ne razumejo med sabo. To pomeni, da ti tja priješ not in dobivaš sam njihove neke pismenke in pol moraš zgruntati, da se pogovarja z ljudmi in moraš zafilati knjigo kot svoj dictionary, ki ima slikco, pa pol pismenko daš slikci. In recimo eni bo imeli za množino dvakrat isti samostalnik. Tako meni, da boš rekel, človek so ljudje. Eni bo imeli... Orang, ne? Basically kitajščina. Ali pa indonežščina. Eno uporablja artikel za množino kot členek za množino, tako kot mislim v kitajščini se. Tako meni, da je množina samostalnik. Tako v bistvu je samo nek kot tak členek, ki ga daš zraven, da poveš. Ja, ker nimajo besede, nimajo samostojnega samostalnika v množini. Ja, tako da pol imaš to, recimo, en ima drugačen zaporedje stavkov, stavčnih členov se drugače razporedijo. Mislim, zelo je tako game, zelo je preprosto in se počutiš tako full clever, ker zgruntaš zadeve. Ampak recimo tudi tako dati po 3 besede in če 3 uganeš, tudi tako, če naključno jih dodaš, ti upoveda, ok, ta pa ta. Tako 3 slikce ti daje naenkrat, tako da 3 lahko zgruntaš, tudi če jih randomly not daješ. No, ampak ali pa se ne počutiš clever, ne? Nekaj časa je bila popularna ta igrca na telefonu Alchemy. A je igral to kdo? Ki si združeval posamezne skupaj. Projektke po barvah ali kaj. Ne, bilo je tako, recimo združil si vodo pa ogenj in je ratala para. In si bil tako in je bilo milijon teh stvari in pa si lahko dal 3 stvari skupaj, pa si nekaj dobil, ne? In potem si to delal, potem na neki točki si ti pa vstal in si sam tako, ker debil sem, pač jaz ne znam narediti. A si videla, zdaj je naredil en tip z jajem to? Tako da lahko vse, tako pač, daj ti tudi tako le, ne vem, zemlja, samo da to nekako konfida v neke jaj, tako da lahko neskončno strani, tako da ne vem, lahko karkoli dobiš iz njega. Tako da lahko Prince of Bel-Air skombiniraš v njemu. Ker je naredil, mislim, da se Infini Factory ali neki tazga se imenuje. Moram pogledati, ampak na netu je in je tako ista ta zadeva in pa si ti lahko prvi človek, ki je neko besedo skup skombiniral.
in se te pol zabeleži tam noti. A ja, ker sodeluje AI, ker ni predetermined, kaj moraš ti dati skupaj, ampak si on sprodmišljuje. Rečeš in pol on reče to plus to, kaj ti misliš, da se zgodi in pol AI plune to. Ne. Ampak za iste skupke vrže ven iste stvari. Ja, to okay. pa mislim, da ima neko bazo, ki se zabeleži neka kombinacija, pol da vedno bo isto, da bo iz istih zadev. Ampak če je nekaj, ki pa še nima v bazi, pa si ponavlja, ki to je recept. Ja, pol v bistvu AI je samo takrat, ko je novo in če je že bilo, pa je v bistvu sam nek Excel tabela praktično. Basically, ja. Neka never-ending Excel tabela. tabela. Mislim, če bi bila Excel tabela, ojoj, koliko bi bilo to fucking amazing. Chill, Jarne, chill. Jaz bi mogoče se vrnila bolj na ta vizualni del iger in sicer sem hotela vprašati, a se vam zdi, da je za vizualni del oblikovanja iger na tak način, kot ga recimo zdaj ti počneš Kaja, pa tudi ti si ga, pa mogoče ta vmesen del in to, a je bolj pomembno, da ti znaš dobro risati ali da ti nisi debil za tehnologijo? Oboje. Bi rekla, da je tako 50-50? Ja, pač oboje, definitivno oboje. Ja. Ker ti si lahko genialc v risanju, tako ful dobro razumeš, štekaš, poustvarjaš, brainstormaš, domišljija, ne znaš pa pač miške držati in si fakt. Ja, pol nimaš glih kaj delati v game designu, po mojem. Ker glih to moraš vedeti, kako to pripraviti, da je uporabno, a ne? Ja, mislim, mogo bi biti zelo dober, da bi se nekomu dal, da ti dajo še enega tipa, sam da ti rihta. Ja. Te zadeve, basically bi rabo še enega, sam za to. Mislim, ja, več ne predstavljam. Mislim, mogoče v kakih večjih studijih, če imaš ti nekaj, mogoče če bi tak pogledal, če greš res na nek huge ass studio, kot ne vem, Riot Animations, ali kaj so že, kot so League of Legends delali, in pogledaš njihove karaktere, ti imaš tam proper concept artiste, ki pač skicerajo dejansko še v skicerke. Tako na papir in na papir. Mislim, mogoče ker je tudi na tablici, ampak prav videla sem, pač, kar sem gledala, da tudi velik folka še vedno na papir pač skicera, ne? In to so pač res profi artisti, koncept artisti, ki naredijo pač cel koncept pač tam zilustriran, se vseeno na papir ali tablico, zilustriran koncept, kako mora pač karakter zgleda, da je pač jači, da je amazing, da stand out, ne? In pol ti sam tisto skico oziroma skice tistega karakterja pač predaš ekipi, ki se s tem ukvarja, da bo to pač tehnično delalo in da ga sestavijo, ne vem, ali v 3D model, ali da ga pol pač bi pripravili na, oni 3D delajo, ali pa ne vem, če bi kak drug 2D game bil, da bi pač pol se to prerisalo zdaj v 2D, ali pač karkoli že. Da, ja, če bi hotel res specifičen stil in bi videl enega artista, ki dela amazing karakterje, sam bi bil pač 70 let star in ne bi vedel, kako računalnik uporabljati. Je stari uporabil, ga boš zaradi njegove domišljije in kaj je zmožen pač narediti na papir. In tukaj se mi zdi, da je tudi dostkrat prije tako doma nesno razumevanje, ker recimo, ne vem, če boš neki karakter lik, unka dejansko razvije, kaj bo lik obleko in kako zgleda, ni človek, ki naredi končno ilustracijo, ki ti vidiš bolj na splash screenu. Tako da v bistvu recimo pomaš enega, ki bo mogoče bolj junior artist, ki bo vzel pol dizajna in to bo zelo rough. Tako velike pristopov, ki sem tako črno-belo, sem da vidiš, če se tako grafično bere zadeva. Narediš tako, da najdeš nek nabor likov in pol to čim bolj izpolnjuješ skozi iteracijo. Pa imaš pa enega tipa, ki sam tlori stranski ris naredi, zato da ga 3D model potem lahko naredi po tem vzorcu, pa da fizično tako 3D funkcionira zadeva. Tako da ful različnih artistov tako vstop v različnih delih, dejansko recimo tudi za enega karakterja. Več je podjetje dejansko, več folka imaš upeljanga in več je posameznih stepov, da prideš do končnega produkta. Pa se je ta koncept art, recimo, sploh to, kar je te ilustracije, se dostikrat upravlja pol še za promotional oziroma, kako se rekel, ti za splash screen. Komu ni noro videti, pač ne vem, od Disney risanke ene. Prav vem, da sem šla gledat od Monsters Incorporated, to je Pixar, od Monsters Incorporated sem neki gledala karakterje, pa kako so prišli do teh karakterjev pa to in sem najdela na ter prve skice, ko pač so ti karakterji še čist drugače zgledali, ko je bil nekaj že Mike Wazowski je zdaj pač zelene eno okeane, pač karakterček in najdem skico, ko je bil vijoličen in kosmat in imel več nog in sem bila sam amazed, koliko so mogli zdevelopati karakterja, koliko se je spremenil čez proces, ko so iskali še zgodbo in kak bo in kak
kaj bo point tega karakterja. Ja, se že njihovi storyboardi v teh velikih studiih so čist drugačne na koncu. Vse, kar je mogoče iz tistega storyboarda, da prepoznaš, je groba kompozicija. Ja, pač vidiš, da je the big guy pa the small guy, naprimer, ali pa nekaj, na koncu pa čist pač drugačen končni produkt. Meni je ful fajn, ko čas kakšne ti knjige pol tudi udajo v nečist in ta prve skice, ki je tako 10 cm krat 5 cm velik napkin sketch, sam tako neki in pol pa končna verzija, kaj iz tega ratela, ga kaže pač. Mi samo napkin sketch narišeš v 1 minuti, pa ima ideje not, je nek tak shorthand, pač ne zgleda lepo. But it was the start, pač vedno je fajn videti tudi začetni del. Ampak ono je pol, pač je samo elbow grease, ne si da spravaš, če si na nekem tako tehničnem nivoju, potem lahko spraviš do spoliranega nivoja. Se že od nas mi je pač zanimivo videti zdaj, od tega projekta, zdaj, koliko je mimo dobre pol leta, rečemo, da delam na tem. In ko ne vem, zaideš v kak star file ali pa vem, da smo se še špilali s karakterčki, sem tudi jaz skicerko net prinesla, sem iz principa, da sem lahko skicerko malo pač skicerala za spremembo. In imamo en papir zbran, ko sem pač tiste karakterčke gre pač čičkala. In vsakič, ko najdem un papir, se pač spomnem na začetek tega projekta in ti da nek zanimiv feeling, pa fulfillment, kam smo prišli. Se ti kaj zgodilo, da bi kaj iz tiste skicirke mogoče zdaj nazaj povlekla? Tako mislim, da bi kakšna stvar, ki si jo naredila na začetku, ki se ti zdi, da bi lahko bila spet uporabna? Ne, mislim, da je večinoma samo shit, kaj smo tam razmišljali. Mislim, da je kar več tega, ko pa... Ne vem, če imaš ti podobno, ampak meni vsakič, je vedno fajn videti initial sketche, zato ker se mi zdi, da vsakič, ko novo začnem, je on tako neka emotional roller coaster. Ne, jaz pa ne znam tega, jaz pa ne morem več tega, ne znam. In pa sem tako zdaj počak, tudi prej je grdo zgledal, tudi ne vse ostale, zdaj, ki so prej delo, so zgledali grdo. Če se ti zdi, da ti gre slabo, sam poglej še kako leto starejše stvari, pa už vidu, kam davci prišel. Ne, da je fajn pogled in reči, če ti unorato, ti sem verjem, da bo na koncu okej. Škaj, prej smo omenjali to, da imaš enega, kako nek karakter mogoče pa to pred igro zgleda drugače in te fore. Meni gre pa včasih na živce, pol čist zdaj na drugem spektru, ko je igra recimo že ready in ljudje znotraj kompanije naredijo ta promo video, kjer predstavijo story ali pa karakterje znotraj igre, zdaj govorimo o nekih baljačih igrah ali whatever, ne? In zgleda čist hudo, ker je pač animacija narejena, ker je pač nek close-up, ker je muska, ker naredijo celo reklamo okrog igre, ne vključijo pa noter gameplaya dejansko in bolj ti cel na hypa, greš pogledat, kakšen je gameplay, pa še hujiš, kupaš kar igro ali pa jo kar zdownloadaš, pa vidiš, da igraš fucking Undertale, da je vse pixlan in da je vse, ali pa da je vse, ne vem, ali pa koliko je to, sem vitez in se bojujem za svojo državo, pa Age of Empires igram. Pač tako, to me počasih pol znervira, ker reklama za igro ti v resnici, če te zanima igra, ne pove dosti, ker ti boš igro igral in je ta gaming experience pomemben, ne samo ta visuals promo video. To mi je tako. Mogoče, pa ne vem, če ti imaš v mislih nek, Age of Empires, Doom, Cyberpunk, kaj jaz vem, kakšne te stvari, tudi League of Legends, League of Legends je tudi tak, ko pol v bistvu gledaš sam nek tloris pa teh svojih karakterčkov, sloga ne vidiš, ne, v resnici imajo pa oni cele fucking storyline nekih bolanih videov, med drugim tudi, ne vem, celo serijo in to. Zdaj pa ne vem, mogoče pri kakšnih takih igrah, kar zdaj pri tebi Kaja, ko pa je že toliko zelo zanimirana sama igra, a imate vi tak promo, ki zavaja, ali je v bistvu basically tak, kakor je pol igra? Eno so pač i tak marketinške fore, se jih moraš uporabljati. Ja, sejno, jaz padem na to in pa sem tako, Mislim,
Definitivno pa ne gremo v take ekstreme, kot pa Annie, da pač je ad čist nekaj drugega, kot pa dejansko pol game. Pač skozi naše oglase pač vidiš dejansko tudi gameplay, ampak je bolj še dodatno zanimerano in ojačano z nekimi efekti, zato ker pač moraš z nečim userja pač primiti. Če bi ti sam gameplay snemal, pač ne bi bilo zanimivo. Ja, kakšni close-upi, pa tako kakšne... Malo pohitriš neki, malo še dodatne animacije, neke sparkle, pa kaj daješ gora. Rainbows and sunshine. Mislim, zdaj smo že kaj malo pofejkali vmes, ampak ni to šlo stran od dejanskega načina uporabe aplikacije. Ne bi rekla, da ful zavajamo zdaj folk skozi oglase. Tudi se mi zdi, da določene igre pač, ko gledaš gameplay, ne zgledajo to, ampak je ful zabavno igrati, pa gledati jih pa ni. Zato moraš znati nekod pač prodati, se čist razumem, zakaj to pač delajo. Ampak eni toliko zapretiravajo, da tudi jaz sem anoid glede tega, moram reči. No. Še posebej, če ne veš, za kakšen tip igre gre. Če bi ti vedel, če ti veš, da gre za first personal shooter, pa si že približno predstavljaš, kako bo to izgledalo, tudi če imam jaz v reklami ne first personal video, ne? Ampak če pa ne veš, je pa polčasih tako malo, jaz bom v Tlorisu igral v resnici. To mislim, da je bilo zdaj, mislim, na teh konferencah, doskrat, ko si rega, te cinematic kao trailerje naredijo in pol je folk tako med tem, ko so bile te konference, stavil, kaj bo igra na koncu. Zaradi tega, ker pač so oni naredili tam cel tako nek tak, vem, da je bil zdaj ne vem, mislim, neki Concord, to je bilo zdaj neki, beste je pač Overwatch. Sam da pač zelo še generičnimi character design. Ampak če bi pač tako ful so vrgli tako v Storium cinematic trailer, pa je nek multiplayer špil na koncu, da sploh ne pridajo do izraza ti karakteri, ki so ti jih prodali. Overwatch enka je že imel ta nek čuden mix tega, da so ti prodajali neko zgodbo, ki sploh ni bila zgodba in nekih epizod Kobajagi, pa game, ki nima nič veze s tem. Tako, res lahko bi karkoli nalimal. Vse podoben so tudi te Taken pa te scene. Pač vsak karakter ima bolan, history, pa ne vem, pa kdo koga ne mara med sabo, kdo je s kom poročen, ne vem kaj, pa pač izbereš karakterja in se fajtaš z drugim karakterjem. Pač nima veze. Street Fighter in Mortal Kombat, vsi so imeli to. A pač iščeš na kero, pač fora boš primil folk. Mislim, da tudi za te pač iz kje izhajajo, to je bilo vse ti arcade špili, ki so bili za kovance, tako da si pač ti odigral neki flipper. In pa so ti basically flipper, ki ti je čez prišel na nek skor, da še za neko zgodbico na koncu. Ne vem, kje si ti, če si igral Street Fighter 2 na avtomatu, sploh zvedel za vse te zgodbe. To sploh ne vem. Jaz mislim, ti so bili vsi tako avtomati tako naštelni, da so ti kradli rubiš za nalašč. Ne, čakaj, če si znal, ti ni nič kradel. Sure. Mogoče, zdaj glede na to, da kaj ti delaš za tablice in telefone, predvsem, mislim, izključno v resnici, ti pa si delal tudi zapisi, če prav razumem, ali je to zdaj čist drug svet ustvarjanja iger, tako vizualno, kot mehansko, kot programersko za ta dva različna medija v resnici. Zdaj ne vem, konzole verjetno pašajo v PC section, ne? Ja, načeloma. Mislim, ker se najbolj taka značilnost od konzole. Mislim, zdaj tak na računalniku, tudi na kontroler igraš nekako, tako da tisti že ni več taka stvar. Je pa nekaj, kar je čisto tako treba poštevati. Je pa razdalje od ekrana, tako da pri računalniku sediš od spredno, si pa bolj daleč, tako da kakšen ti zorni kot, to je nekaj tak, se dost tako pozna pri tem, ampak rad so dost podobne igre. Je pa, mislim, čisto kako interagiraš, ker če imaš touch screen, pa pritiskaš, imaš ful, mislim, tudi telefoni imajo ful bogate interakcije, ker imaš svetlobne senzore in giroskop in vse živo, ker mislim, da neke take standardne igre ne boš tako uporabljal. Zdaj nisem se kdaj dotikala PC, da bi vedela, kako je razlika. Ampak že naprimer ena fora, ki jo lahko pri pač appih za telefone in tablice pač uporabljaš, haptics, torej da se ti, telefon zavibrira, ko nekaj napačnega narediš, ali pa
če motorko uporabljaš ali pa nekaj v gameu, da pač ti telefon vibrira zraven, da imaš bolj realen feeling, kaj delaš v gameu. Tega naprimer pri PC-ju nimaš, ker pač držiš miško. Pol pri kakem Xboxu spet to lahko imaš, ker se odziva na daljinca. Ampak je razlika med fizičnimi gumbi pa ekranom, ker ti vse ne rabaš gledati na ekran, da veš, da si pritisne gumb, ne čutiš ga. Tudi mi moramo gledati, kak je način, kako bo klikal uporabnik na touchscreen, a bo zaznalo stvar sam te, ko boš kliknil, ali tudi, če boš ti kliknil in držal ga, brez da boš spustil prst dol, pač. Ali pa kakšne take fora se lahko igra z eno roko, a veš? Glih sem mislila, to reč, mislim, to imamo ful pač, naprimer, pravilo, pač tu multitouch, da mora pač skozi delati, zato ker pač, ker delamo za otroke, štoraz tu drži telefon, štoraz tu drži iPad in ima skozi, ne vem, palc na ekranu. In če ne bi upošteval multitoucha, mu pač game ne bi delal, ker bi pač skozi palc zaznaval, a ne more pač ta drugi klik zaznavati, skoro on dejansko dela. Kar pač pomeni, da tudi dela multitouch, ne vem, če hočeš na pico dati 2 sestavini naenkrat, pač lahko delaš in čebulo in papriko naenkrat na pico. Ni samo multitouch, ampak je tudi razumeti, kdaj kiri touch je kaj pri vas, ker je še malo... Ki je umetnit touch zone in zdaj da pač najda prioritetu v prstu, ki se v touch zonu premika, ne pa izven touch zona, torej verjetno boš, ne vem, rob tablice skenslil iz touch zona, zato da če palc tam drži, da sploh ne bo zaznaval unga palca, oziroma ga bo, ampak ga bo ignoriral in dal prioriteto unmu, ki se po sredini ekrana, naprimer, premika. Velikosti elementov na ekranu, da jih lahko dejansko, ko imaš prst, je toliko pa toliko velik. Tudi moraš pomisliti, kako bo zdaj to izgledalo na iPhone, kako bo zdaj to izgledalo na tablici, a delaš za vsak size posebej, ali delaš za one size fits all, ne pač. Tudi vidite, recimo, pri dostih mobile igrah, ki pritisneš tako neka animacija ali pa nek tak ogenček ali pa karkoli ti gre iz prsa, da vidi, da je zaznala zadeva, ki ne veš natančno, oziroma kje zaznava trenutno. Da ti da tudi feeling, da dela. Tako da dobiš nek feedback, čist, ko gledaš na ekran, da veš, da je pač gumb pritisnil, veš, da je dol. Če ni pokvarjen kontroler, pač dela. Tudi po mojem, ne vem, razlika je tudi kak size Apple po mojem gameov. Mislim, za PC lahko ful bolj ogromne igre delaš, ful bolj obsežne mape, ful, ne vem, GTA poglej, kako ogromna mapa je, a ne pa za nek PlayStation ali pa kaj. Medtem, ko za na nek telefon bi to težko naredil, ker pač moraš ful bolj paziti na size dejanskega gamea. Ali pa moraš celemu projektu čist drugače pristopiti, zato da manj size porabiš, a ne, in tudi kako dolgo se bo uploadil na telefon, a ne, pa to pač zapisi si boš dal dovleč tigrco, pa lahko 2 uri čakaš, ker pač veš, da je proper game in se splača čakati. Če boš pa na App Store kliknul download, pa ti je napisalo 2 hours to download, v life-u stari scancelu boš, a ne, in again zgubilaš userja, a ne, ker je prevelik size pač appa. Pa drug app imaš v 5 minutah, drugo igrco dol pobrano. Exactly. Pa če imaš 100 giga game na telefonu, bi bilo kar hardcore. Mislim, da zdaj so oni Hoyoverse, ki dela ta Genshin Impact, pa tako so tako 60 giga. Za na telefonu? Ja. Oni so res najdel ta trg. Ker je pa za njih res reči, to so polished igre. Od grafike do vsak gumb se tako animira in je sinhroniziran z glasbo, ki se predvaja in ne vem, vsi karakteri imajo nekaj tako, pač vsak je animiran tako v nulo, da je motion capture dela. Sem, če je to amazing, ni to nekaj, kar bi hotel igrati na ne vem koliko inčnem večjem ekranu. Zakaj? A imaš ti 50-inčni telefon na avtobusu, ko se voziš v Rigo? Nimaš, ne? To se pomisla. To je. To je pa spet, kakaj userje hočeš loviti. Loviš ene bogatune z ogromnimi TV-ji doma, ali loviš ene, ko pač hočeš špilati po poti. Čakaj, ne, mislim, da bogatuni so na telefonih, ne na... Okay. Ker če pomisliš, ne, koliko si mogel zapraviti za Diablo Immortal, za to, da si prišel skozi zares, mislim, da so ljudje zapravljali po 100 evrov. Okay, shit. Na mobile game. Ja, ampak te igre so... Fair point. Pa največja finta, ne, Diablo Immortal je prišel med 3 in 4 ven. Folk je bil tako ogorčen, ko so ga napovedali, tako ogorčen. Če smo čakali 4, veš koliko časa? Prav, jaz sem čakal 3 še več ko vi. Mi kaj, mladiči? Jaz sem igral enko, sem igral enko, ko je prišla ven, sem igral 2, ko je prišla ven in potem sem čakal, ne vem koliko, 10-15 let, da pride 2 ven, 3 ven. Ja, to se spomnim, ono je res trajalo. Ono je bilo res tako več kot 10 let. No.
Immortal, sorry. Je prišel ven, Mislim, da je kao noben ga ne bo igral. Prava beseda, kako imajo oni monetizirano tisto stvar. In seveda je bilo ful popularno na YouTubu, da je folk probaval zato, in delal pač rage content na to temo. Ampak ja, dejansko nekateri so potem šli ugotavljati, koliko denarja folk zapravi. Pač tisti, ki so v Wales, so zapravili tudi po 100 jurjev, kar je pač meni nepredstavljivo, da bi zapravil za karkoli 100 jurjev. Je v bistvu njih to, kar si omenjala te oglasi, ki v bistvu sploh ni isti špil, ki ga dol poberš čist neki tretjega. Ne vem, se ste videli verjetno neke ade na YouTubu za neke mobilne igre. Pol dol pobereš, pa sploh ni to. In to pa je narejeno glida fiša za te whale. Oni bojo se že toliko, pač so že tako čist hitro se zasvojijo na take zdaj, ali pa tako jih, pač vsi te pristopi, da jih upsellajo, so zelo občutljivi na njih. In je fora, da samo ene par takih rabaš dobiti in je to večina tvojega revenue za igro. Mislim, ja, če imaš nekoga, ki ti bo 3 userje, ki ti zapravijo po 300 jurjev na leto, je to že kar nek znesek. Pa če si sam po možnosti to uspel razviti, pa sploh. Ja, in rabiš jih sam par. Večina ljudi bo itak napisal slab review, ne vem koga, en pa se bo prljivo in dobiš 300 jurjev za nek beden ad. Pa ne pogleda review, ampak stisne na tisti download game, kar na YouTubu, ko ti da reklamo. Ja. A se nam zdi, da dizajnerji, developerji, ustvarjalci iger za PC in konzole gledajo zviška na tiste, ki delajo igre za telefone in tablice? A je to neko tako rivalstvo, ali se to sploh ne meša? A veš, kakšni gamerji znajo biti ful tako, če igraš igro na telefonu, you're not a true gamer, ne? Štekam odkot ti vprašanje. Ja, ker tako mislim, ne vem, vsaj kar sem jaz iz developerske scene, da folk pač teka. Mogoče, kar bi kdo rekel, da pač ti mobile gamei dostkrat so malo bolj tako skomercializirani ali pa imajo tako pač mikrotransakcije in je tako narejeno, da ti malo mislim, za ston so po svoje, ne, tako da tudi pol ne moreš, ampak ne, meni se zdi, da vsak, ki je delo na igrah, lahko vidi vsem trud pa logiko za tem, kako so te narejene, tako da vidi bolj kot nek tak, pač vidi ljudi, ki so delali na tem in kako je bilo za in zakaj so bile te odločitve narejene. Mislim, se pol imaš zgodbe o uspehu, ne vem, Flappy Bird, ki je bil, če se spomnimo, ali pa Cow Abduction. Pač tudi, kar spominjam na konferenci od Unity-a, pa si malo spoznal kak tak folk, ali pa če kogarkoli spoznam do dela, kaj v game designu, kaj sem navdušeni smo drug na drugim. Ti tudi to delaš, kaj pa delaš? A imate vi tudi take probleme, kaj pa to, kaj pa ono? Se mi zdi, da so vsi tako, pač tako vsi nekako familijsko, vsi so full support vedno in so tako, Začutiš pač community bolj, nisem nikoli občutila nekega rivalstva. V bistvu so manj toksični kot userji. Ja, meni se zdi, da to se bolj po mojem, dejansko. Tudi se mi zdi, da ker ful je tako čudnih odločitev, ker so zgodili, so pol ljudje čist, ampak mislim, kad dajo rečo, zdaj pa ti, ne vem, ti CTO pejt tja in prodaj Diablo Immortal ljudem, in on je pač the messenger za njim McDonald's in ti se dereč na unga tipa na kasi od McDonald'sa, ki je pač sam tam dela, pa verjetno ni imel nič odločitve. Glih to je pač, se mi zdi, pol, ki so neki v developmentu, vidiš neke vzorce v kakšnih odločitvah, malo bolj, pa rečeš, verjetno so hoteli za to, ker to se zdaj nekako, pač ponavadi nek tak biznis razlog preko, da developerji nočejo narediti dober, kakor sem jaz vsak videl. Jaz bi vas še nekaj vprašal glede scene v Sloveniji, tako nasplošno. Zdaj, Slovenija ima kar razvito sceno in za igre in tudi za, recimo, game design je tudi pri gamblingu in to imamo pač na Goriškem kar dosti, ker je pač prodajajo v tujino. Ja, full money. Je pa en drug problem v Sloveniji. V Sloveniji nimamo nobenega faksa ali pa šole, ker bi lahko te študiral game design, ne z te ilustratorske, kreativne stvarani, ne v bistvu iz programerske strani. Lahko greš študirati eno ali drugo, nisi pa skupaj in ne razvijaš iger. Kaj se vam tle zdi, mislim, kako sta videla sploh prišla do tega, da sta prišla v game, glede na to, da nista bila prioritet, mislim, a priori usmerjena v to, in kaj se vam zdi, da bi se moglo tukaj narediti, oziroma a se vam zdi, da je to čisto da nimamo, pa da se da? Jaz sem sicer hotela prvo bolj, mene so skozi risanke zanimale, torej pač v animacijo sem se hotela pač
poglobiti zaradi tega, da bi pač lahko risanke delala in enkrat svojo risanko naredila. In ko sem končala gimnazijo, jaz nisem vedela, kam se naj opišem. Cel internet sem pregledala za fakse in ful ni bilo kje pač kakih opcij za animacijo. Redu na NTF-ju se pojavi v enem semestru, se mi zdi, da imaš nek predmet glede tega, ampak je tok splošno, tok površinsko, res neke minimalne osnove, ki honestly sem pol kolege jaz učila, kako tisti projekt narediti, ne pa da bi od pač učiteljev to dobili. Ne, to je res slabo v Sloveniji, moram reči. Tudi pol, kar sem se opisala, ko sem šla na vizualno umetnost, pač tam je bila pol kao animacija v programu, ne? Ampak se mi spet ni zdelo, da je pač dost znanja tam, oziroma da mi lahko dost znanja ponudijo. Teda sem pol iskala online šole. In sem tudi šla na online tečaj za animacijo za 3 mesece, da sem certifikat dobila, bi pač nadaljevala še do diplomca, ampak je bilo enostavno ful pač drago, ne. Sem šla pa na CG Spectrum, ki je pač online international school in se pač učiš od profijev, tutoriale ti ponuja Disney, moj mentor je pa sodeloval na Rick and Morty pač animacijah, ne. To je bilo res pač profi pa pač na nivoju. In v Sloveniji ne vem, če imaš kakršno kol tako opcijo dejansko, da bi se v to poglobil. Že sploh v digitalni art, kaj šele v animacijo, ne. Teda pol sem dejansko pač sam freelancala, sem pa pač sem lahko ful srečna, da sem ta job najdla, pa da sem bila toliko pač sama v ilustraciji, da so videli potencial v meni, pa da se dosti hitro učim, pa da sem dosti spretna tehnično, da sem hitro ulovila ti flow, ki ga pač imajo tu na firmi, pa programi, pa vse, da sem se pač sproti učila, ne. Se mora biti težko tudi za firme, ne? Če delaš v Sloveniji in iskati kader in potem, imaš kader, ki je potencialen, tako kot si rekla ti, ampak ti moraš pol ta kader še priučiti stvari, ki bi se jih lahko naučil nekje drugje, ne? Mislim, meni je zanimivo ravno zaradi tega, ker smo se prej pogovarjali, sem se spomnil jaz sem imel izkušnjo, ker sem videl na Altotu Game Design, ki imajo prav pač program za to in sem se pač pogovarjal s folkom, ki je tam, ne? Na Finskem je to. Ja. To je folk sposod sveta, tako pač dosti različno, niso bili samo Finci, so bili tudi tujci. In dejansko ti se pogovarjaš z unimi ljudmi in vidiš, da oni bi radi naredili naslednjega Talking Toma tam. In tako razmišljaš, čak, to je pri nas doma. A veš, imamo tle potencial, smo tudi imeli že neke stvari, ki so bile ful uspešne, nimamo pa ampak se mi zdi, da so to zadnji ljudje, ki so passionate, strastni glede tega, kar pač delajo, kaj jih zanima in so večinoma samo uki, tako pa jaz pač. Ja, se ne rečem, ampak kaj veš, se mi zdi, da ampak iz nekega vidika, recimo, da se ti neko podjetje, ki hoče imeti kader, bi pa rad imel kader, ki pride že malo usposobljen, ne? Tukaj se mi zdi, škoda je res, ker že tako na Hrvaškem je ful več, recimo tudi razpisov, ker recimo, ko smo v tej igri, ki je v Nemčiji, je ta Creative Europe Fund in tam tudi igro lahko daš noti, dobiš, če si firma, ki je že publishala, dobiš samo za razvijati koncept, torej nič programirane, nič sam idejo, pa je spravil do neke nove 30,000, pa 120, pa tudi nepovratnih sredstev. Tako tudi Evropska unija ful nudi, sam pri nam, ne vem. Mislim, Creative Europe bi moral biti tudi pri nas, bi mogli biti čisto isto pogoji. Pa videl noben razpis, razen če je to, da se kot igre lahko so. Razen če je bil to nek Creative Europe project, ki je bil nekaj milijonov vreden, pa da so potem oni naredili small tenderje znotraj tega, to je pa tudi možno. Možno, to ne vem čisto natančno, se mi je zdel, da je to, ker tudi recimo Belgiji, Franciji, vse pod isto, tako kot pač submission, ali samo mogo se imeti pač morali biti toliko ljudi iz lokalne okolice delati na projektu. Da mislim, da večina, tako 70% članov, ki so sodelovali na tem, so mogli biti iz tiste regije, kjer si oddal projekt. Ja, drugače pa ne vem, mislim, tukaj je bil včasih je bil ta Slow Game Dev, ki ima vse tudi tako, bili so neki core člani, ki so skozi organizirali, pa se tudi tako malo nekaj, in pač ljudje so busy, ljudje delajo. In se tudi malo tako spustijo, tudi recimo, da je bil ta Slovenian Games Conference, ki je bil nekaj let nazaj še. So oni organizirali, recimo, pri nam. Ja, mislim, vidi se pa tudi tako, tako outfit se vidi na vsaki, ki je tako približno se ali tinta, ali pač oni še probavajo sponzorirati zraven. Tako da ja, oni so kar tako nekako, se mi zdi, cornerstone vsaj te industrije pri nam.
Mislim, ja, na zunaj so full vidni, ne, zaradi pač res do velikega monetarnega uspeha, če ne drugega. Ja, in tudi mislim, se zdi pač vedno, ki se kar podpirajo, pa tudi ljudje so zelo dosti aktivni sam. Se mi zdi, da zdaj, ko vidimo v drugih mestih, je vedno nek tak community event reden. Se mi zdi, da to bi več ali manj rabo. To pa, mislim, se tudi še organizira, sam ful se slabo oglašujejo. So tudi recimo tele... Imamo to ekipco iz Jazbine, ne? Delajo tudi revije za igre, pa ta Sneti hvala, ko je tudi nek game v bistvu on je dizajner oziroma sem se vse artist. tako ločeno, se mi zdi. Razkropljen preveč. Ne? Ja, ker recimo je ta, ko so že ta game jami. Ta Global Game Jam je vedno v Ljubljani, vsak let. Tako da lahko prideš pa v vikend narediš igro na temo. Tudi če ne znaš, lahko pišeš, lahko narišeš nekaj, pač folk je vedno vabljen. Na to sam, noben pa ne ve za to, tudi zdaj po mojem pojmu. Ja, pač se bomo prvič polinkali čujem, spomnim. Tako da se mi zdi, da je bolj to zaenkrat tak, da je rabijo enega marketing PR človeka. Se mi zdi, da bi bilo malo bolj, ampak... A se vam zdi, da je do kakršne koli mere ta job, bodi si game dizajnerja iz vidika ilustracije ali umetnika, ali pa mogoče ta še en korak naprej spolno zaznamovan, da je mogoče vseeno še vedno manj žensk v tej industriji, ali pa da mogoče je ilustratork več žensk, pa potem takoj, ko preidemo na ta developer part, da je tukaj še vedno, da se še vedno pozna ta dihotomija. Narav pogledano bi rekla, da do neke mere ampak ne bi pa rekla, da je to zdaj ful, da bi bili moški neki v prevladi ali pa ful ženske nekje. Mislim, pač tako, ko vidim, kakšne firme je še vedno tako in tudi pri nam je bila cela stvar, to, da bi probal malo. Mislim, ena je stvar, sem čisto hočeš imeti čim več ljudi vidikov. To se je nam zdelo, da bi bilo fajn imeti malo bolj raznolika ozadja v firmi. Ampak se mi zdi, da mislim, še vedno je nek tako programiranje adjacent zadeva, ki se mi še vedno zdi, da zna biti še vedno tako malo bolj, ne vem, to boš mogoče ti bolj, ne vem, a si imela kakšne izkušnje s tem, se mi zdi, da včasih zna biti tak malo bro, dude bro, taka okolje, ki mogoče ne bi bilo najbolj comfortable vsaki se večina naših programerjev je moških, ampak imamo tudi, mislim, da imamo eno programerko, ostalo so prav. Tudi iz faksa se pozna, na faksu. Poznam mogoče zanimanje, ne vem, jaz po mojem bolj pri programerjih, kot pa pri artu, kot ilustracija, pri ilustraciji se mogoče malo bolj mogoče še vedno malo na žensko stran, ampak je bolj blizu 50-50, kot pa pri programerjih, tam je ful bolj jasno. Se mi zdi, tak inženirski, Sploh mlajše firme se ful trudijo, da bi čim bolj bil miksa, to sem hotela vprašati, ko si jih zdaj omenila, mlade firme. A bi rekla, da je tudi pri nas ta scena, kot jo mogoče vidimo v kakšnih filmih ali pa serijah, ko so to te game podjetja, neki mladi start-upi, ki imajo ful ušmekane pisarnice, pa imajo potem, tam imajo place za quality control, tam imajo potem ping-pong, tam imajo potem fucking kombucha station in potem Welcome to our office. To me je zanimalo, ne? A je to nekaj, kar, recimo, ne vem, če sta mogoče gledala to serijo Mythic Quest ali pa Silicon Valley, pa to, ko v bistvu start-upi, ki so tako že mal woke aesthetic copy-pastani na nek način, kako narediti, da je njihovim delavcem udobno, kako te departmenti, kako se pol povezujejo in se srečujejo v teh sobah, v katerih, ne vem, imajo potem džabuze po tleh, pa ima tako, na tak način. A je to zdaj nekaj, kar tudi, praviš kaj je, da pronica na slovensko sceno? Ali je to že od nekdaj, pa jaz pa sam ne vem, ker delam od doma? Bolj tudi tako, veš, investiranje firme v interior design, take stvari. Se mi zdi, da ni veliko takih firm, Jaz sem res sem srečna za to, kar imamo, ker je odnos med nami je super, ne občutiš neke hierarhije, da je nekdo pomembnejši. Mislim, z šefom se lahko isto pogovarjam, ko pa nočemo delati razlik med folkom, zato ker tudi hočeš, da smo vsi odprti, da povemo svoje ideje, da si upaš povedati svoje ideje, da se ti je udobno tam, kjer delaš, pa tudi nočeš zgubljati delavcev, tudi kar se mi zdi, da je od teh novejših startupov, kar se mogoče zdaj več takih firm odpira,
ti hočeš not dobiti mlade, junior, torej dokaj brez izkušenj in da ga pač ti pol zrasteš v neki. In tudi hočeš, da ostane pri tebi, če si ga že naučil vsega. Ne? Torej pač eno je, da dobivaš folk, da si narediš pač ime oziroma da imaš dobro ime, da imaš dober vzgled firme in da je folk pri tebi srečen in pol tudi bolj radi tam delajo. Ostanejo kako uro dlje v ofisu, ko je treba, pa ko je pač panika, pa moč kaj več narediti. Ne? Če bi pač do mene imeli slab odnos, oziroma tega ne bi imeli v pisarni, da pač imamo kakšne prioritete in to, oziroma pluse. Se bolj to mislim, kako se izogniti, da to ne začne prečiti na nek korpo bullshit. V smislu, da lej, mi ti damo ping-pong mizo, valjda boš delala nadure, ne? Tukaj sem hotel nekaj vprašati in zdaj, ko se ti omenjala te nadure in ti si omenjala nadure. Jaz takrat, ko sem se pogovarjal s temi game designerji, smo prav imeli eno predavanje, ki so prišli prav o burnoutu in o temu tempu, ki ga imajo v game industriji, ker imajo pač vseeno tam kar dosta industrije in je bilo dosti govora o crunchih, ne. In prav o temu, da imaš ti neke investitorje, pa imaš pa deadline in do deadline je treba nekaj narediti in takrat se potem to cruncha in pol si ti to pač v pisarni po 16 ur ali pa celo spiš tam in ko se cruncha, se pač cruncha in si tam in je treba narediti. A imamo to tudi pri nas, sta vidva to doživljala, kakšne te crunche, ali je pri nas vseeno tempo malo manj zahtevano? Mislim, smo imeli zelo busy obdobja. So bili deadline, ko si jih lovil, pa hotel čim več članov stišati, pa si mislil, da lahko kataš malo kornerja pri projektu, pa pač enostavno ne gre, ker še baze nimaš postavljene, naprimer. Itak je šlo energije in ur, sam ne bi pa rekla, da... Mislim, če ne bi hotla biti tu, ne bi rabila biti. Ne bi mi mogel kdo zameriti, če grem pač ko je konč šihta domov. Ampak sem pač strastna glede tega, kar smo se lotili, oziroma to, kar delamo in sem po svoji volji tu stala in hotla, da pač dosežemo une cilje. Ne? Da sem tok invested v ta naš produkt in v našo firmo, da pač tudi svoj čas pač prostovoljno vlagam. Mislim, tisto, kar sem jaz takrat poslušal, je bilo tako res stresno videti. Mislim, se glih to, kar je omenila, glih to je stvar, da folk gre v to industrijo, ker imajo radi igre, ker so full passionate. Ok, ampak lahko je pol bad, pa rataš ne passionate, pa hočeš umreti. Mislim, zato je tega toliko je burnouta, ker ljudje pač pridejo iz tega, full delajo, garajo, pa dostkrat ne plača zadevo. Tako, veš, mislim, zahtevno jih je narediti. Če nimaš nekoga, ki zna tempo štimati, zna deadline dobro naštimati, boš ti sebe čisto izčrpal, brez da bi dobil kakšnega payoffa za to. Mislim, tam je bilo prav tako zaslišati, da če ne prideš ti do milestona, ko moraš zapreti do milestona, da zgubiš funding. Ja, to so... Pač čisto tako, pol si pač res... Ne moreš več nič, ker so bili vse startupi večinoma, to pomeni, da če ostaneš brez fundinga, si pač ostal brez vsega. Ja, horror story so bili recimo iz CD Projekta, ki so Witcherja 3 delali. To so ljudje, niso imeli za 3 leta vikenda. Pa spal v njih, ker tako, noben ti je rekel, da ne greš, ampak pol boš zajebunga, ki mu moraš ti v ilustracijo dati in pol on ne more narediti svojega dela. In polonga zebe. In tudi neki cajta je bilo, to sem govoril z enimi, ki so bili iz Polske, ona je bila pa v drugi, ki sem mislil Deadlight, kjer je bil tudi. Ni glavno, ampak je prišla na intervju in je rekla, kje ste pa delali, in je rekla, da so tam pa CD Projekt in se delati tako da sme. In vam nič štekala, kaj je fora, in so rekla, zakaj pa je to smešno, rekla, kdo pa ni za njih delal. S tem, ker so pač folk je šel, ne, ker ni mogel pač. Ful se jim je tako čist na osebni ravni je bil hudo vpliv. In to je bil tudi zdaj en veliki razgovor glih tem, da bi se pač naredili, kot imajo filmi, recimo, da si union worker in imaš določene pravice. Ne, Mislim, se pri nas, če ne drugega zakonodaja, ki pač omejuje, ne moreš več kot toliko in toliko delati, po toliko in toliko urah bi mogel imeti toliko in toliko počitka in tako dalje. Tako da na koncu dneva to je še vedno samo job, ne? Ja, samo še pa tudi, da boš zdaj ti prijavil firmo, pa po tvojih kolegov zgubi službo. Ne? In to je pol tudi, ne boš. In je pol tako, da je, ker recimo, klih to se mi zdi, da je dostke delo so tako, ja. Pridejo full passionate not, pridejo full, tako imajo full idej. Pol pa, mislim, najbolj se bo videl pri firmah, ki so javne, tako kot da jih lahko kupaš delnice. Pri tih je vedno igra rab borzo premagati. To mi je bilo ful zanimivo, prej, ko sem omenila v serijo Mythic Quest. To je pač neka
serija v glavnem. In cel point te serije je, da se gre v eni firmi, ki dela igrco na foro kakor World of Warcraft ali pa delajo ta open world, nima veze, kaj delajo, v glavnem delajo en game. In pol imajo, so dovolj veliki, da imajo pač eno celo skupino ilustratorjev, slash dizajnerjev, slash te, ki dejansko na računalniku oblikujejo in to. In potem in je cela, to je kao humorna serija in je cela scena, kako oni ful grdo ravnajo s temi ilustratorji in so oni pač tam v neki kleti, v eni sobi, brez okna in pol ne vem, ko se ta art director ali ta glavna, tudi imajo pač neko glavno tam programerko ali whatever, ki se ona odloči, da bi rada to kladivo naredila na malo drugačen način in potem 3 minute do konca šihta, laufa dol v ono klet in je tako, vi mi morate nujno zdaj to kladivo zrihtati in so oni tako, kako, ne moramo tega tako narediti, to ne deluje tako, pa ona tako, make it work. In pa sam gre in oni so tam po 3 dni not v tisti pisarni in so celi depresivni, neprespani bogi, ki pač poskušajo nekaj uresničiti, ker ona kot zgolj developer ne šteka, da se ne da tako hitro narediti, ona pa misli, da se da in je pol pač cela ta scena, vsaj znotraj tega konteksta so tam te ilustratorji čez bogi. No. To je fula, ne pač komunikacija med dizajnerji in tistimi pač project managerji, no. Da pač on zna zastaviti timeline, tudi to smo se mi lovili, pač prejšnji app, pač je bilo že neko nagruntano, koliko časa rabimo za en nov game oziroma neko novo sekcijo, da dodamo nota, ne. Ko smo se odločili novega projekta, nismo vedeli, v kaj se spuščamo. Ne, dali smo si bolj detajliran stil, bolj zajeban stil, bolj sem posenčen in to in je pač ful več dela šlo v eno ilustracijo, ko pač je pri prejšnjem appu šlo v eno ilustracijo. In tega ni mogel predvideti oziroma ni znal predvideti naš project manager in pač je dal mogoče kak prekratek deadline. Jaz sem to pač videla, pa sem omenila, ampak mogoče nismo imela te, ne vem, dosti zaupanja ali pa kaj, ali pa pač ni verjel, ker je bil pač siguren v sebe, a ne. Pol se pa izkazalo, da res, a ne, pač ne gre v takem času in smo pač sproti mogli prilagajati to, a ne. Zato tudi pravim, da smo se vmes malo zaklali, pa mogli kakve pač nadure delati, ker smo se še nekaj časa lovili, da smo sploh ujeli, kaj smo zmožni v kakem času, a ne. Teda pač ne zdaj, da je kdo kaj kriv ali pa koga hotel kaj izseljevati ali pa prisiliti v neko dodatno delo, se pač, ko se je videlo, da nekaj nismo zmožni, smo pač tisto ven skatnali, a ne, pač le ne gre, ni šanc, pač lahko sem tule še cel teden, pa ti nam tega končala, a ne. Mislim, če lahko z avtocestami in z železnicami zamujamo po par mesecev in tam niso stroški potem, ne vem, par tausend evrov, ampak je tako v milijonih, a veš, ne moreš vsega predvideti. Ja, ne moreš vsega predvideti, glih to, ne, da pač... To se mi je zdaj cool tudi izpostaviti, da v bistvu game design, ilustracija, ustvarjanje iger, vizualnih, full ali pa manj vizualnih, vedno terja neko sodelovanje in skupinsko delo, ker v bistvu to je v bistvu glavni označevalec tega joba. Vse se pač je ful interdisciplinarno, tudi pol z glasbo in vsem. In pač, kad naredi na grafika plan, mora to počti, ker pa mora se interagirati z igro, tako da vse te bi kar težko menedžati, pa da vse to nekaj. Nisem, da rabiš vsako stvar posebej, ampak morajo vse stvari posebej delovati skupaj. Vsaka igra je Gesamtkunstwerk. Kaj? Gesamtkunstwerk je. In s tem bomo tudi zaključili, ker smo že kar dolgi. Hvala vam, drago občinstvo, za vso vašo pozornost. Najlepša hvala Kaji in Jušu za pogovor in še posebej Kaja, da smo tole lahko snemali v tvoji cool pisarni. Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Nova prispele epizode deliva tudi na Facebook in Instagram. Zdaj imamo Instagram, kritiški posladek ima Instagram, sam povem. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmerl. Napišite nama kakšen cool komentar, naprimer kaj pa vi, kaj gamate, igrate. Polajkite epizodo in donirajte kavico in se slišimo kmalu. Bye. Upam, da vam je bilo cool. Super. Okay.